Lepo pozdravljeni v Celjski Mohorjevi družbi, kjer bomo danes zavrteli vrtiljak praznine. Bolje rečeno, spregovorili bomo o tem, kako ga ustaviti. Vrtiljak praznine pa je naslov znanstvene monografije, ki je nastala v sodelovanju Celjske Mohorjeve družbe in Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Posvečena pa je zelo pereči temi v sodobnem svetu, v slovenski družbi morda še posebej, in sicer zasvojenosti ter odnosom in družinski dinamiki, ki jim zasvojenost botruje. Lepo pozdravljam današnje goste, doktorico Barbaro Simonič, tudi urednico knjige, doktorico Sašo Poljak-Lukek in doktorja Draga Jerebica. Hvala za vaš čas in pripravljenost. Doktorica Simonič bova kar midve začele, morda za začetek recenzenta, dr. Sebastian Kristovič in doktorica Metka Skubic, sta opozorila na res velik pomen in širši pogled tega dela. Gre za zahteven projekt, tudi mednarodno zasnovan. Kako ste začrtali pot in kako ste jo prehodili do te knjige? Hvala lepa, pa pozdrav tudi z moje strani vsem, ki ste danes tukaj izbrani. Ta knjiga je tako na zadnji kamenček, mogoče v mozaiku projektnega dela, ki smo ga upravljali v okviru raziskovalnega projekta Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu in relacijska družinska terapija. Projekt je tudi financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. V tem projektu smo tako, kar nekaj nas je bilo raziskovalcev na Teološki fakulteti po sodelovanju s Frančiškanskim družinskim inštitutom nekako želeli res tudi na tak bolj znanstven način raziskati malo globlje ozadje te dinamike zasvojenosti, ne samo pri tistih, ki zapadajo v te stiske in težave, ampak tudi pri tistih najbližjih, se pravi predvsem pri družinskih svojcih. Projekt je bil sicer tako zasnovan tudi, da smo se opravljali raziskave s vprašalniki, pa mogoče še z kakšnimi drugimi metodami. V tej knjigi pa so mogoče bolj taka teoretska spoznanja, ki so nekako zbrana z teh različnih področij. Nekako res opisujejo neko globljo dinamiko, čustveno, psihično dinamiko, ki poganja ta vrtiljak praznine, tako kot smo potem tudi naslovili tole knjigo. Zasvojenost je zelo širok pojem. Je treba še posebej govoriti o alkoholizmu, ali gre pri vseh zasvojenostih v bistvu za nek simptom, za nek različen obraz iste težave, kar vprašanje za vse. Mogoče smo tako, kar eno najbolj osnovno izhodišče zasvojenosti, pa se je oprijemljivo zasvojenost izbrali alkoholizem, kar tudi vemo, da v Sloveniji to je pereč problem, bolj ali pa manj odkrito, tako da nam je to mogoče omogočalo malo bolj konkretno raziskovanje teh dinamik, ampak seveda zasvojenost je zelo taka na nek način unikatna dinamika, ki se pa potem v simptomatiki pokaže na tak ali pa drugačen način. Seveda, ko gre za neke substance ali pa za neka vedenja, ki sprožajo zelo podobne učinke tudi v naši organski strukturi, kakor mogoče uživanje nekih substanc, se tukaj pridruži še ta organski vidik zasvojenosti. Ampak tako tudi, če se to ne razvija, je pa lahko v ozadju zasvojenosti vedno neka bolečina, mogoče se ne pokaže v simptomatiki, ampak nekak bolj prikrit način, neka stiska, nekaj, kar potrebuje neko pomiritev. In zasvojenosti so velikokrat nek tak obvod, ki pomaga mogoče zdržati kaj hudo. Pozdravljeni z moje strani. Mogoče bi jaz samo še poudarila en pomemben vidik, ki ga zasledujemo tekom našega dela in tudi v tej knjigi je veliko govora o tem, da v bistvu zasvojenost razumemo kot zamenjavo za neke funkcionalne odnose. Se pravi, da zasvojenost je nek odziv na nek stres, ki se zgodi posamezniku v odnosih. Tam smo najbolj ranljivi
tam najbolj pogosto iščemo ene rešitve za stiske. In zasvojenost ne vidimo toliko v luči neke patologije, kot v luči nekega odgovora na neko stisko in da potem tam tudi iščemo odgovore za to, kako priti ven iz zasvojenosti. Se pravi, na kakšen način mi kot družinski terapevti lahko te odnose naslavljamo, bom rekla popravljamo, ampak predvsem iščemo neke vire moči v odnosih, ne nazadnje tudi v samem terapevtskem odnosu, ki potem posamezniku da neko moč, da stopi dol iz tega vrtiljaka, pa predvsem, da smo tam ob njim tudi, ko se jim še malo vrti, od vseh posledic, ki jih ta vrtiljak nezasvojenosti povzroči. Hvala lepa. Jaz bi kar tukaj nadaljeval pri odnosih. Se pravi, če ni odnosa ali pa če ga ni bilo in potem tudi to, kar smo v odnosih pričakovali, se pravi eno pomirjenost, povezanost, da te nekdo sliši, začuti, recimo že kot otroka, potem ponavadi ta manjko, ta deficit predstavlja neka zelo plodna tla za neke nadomestke in potem so te nadomestke lahko kemični ali ne kemični. Zato tudi recimo ena taka zelo dobra definicija zasvojenosti je vedenje, ki spreminja razpoloženje. Se pravi, človek se ne počuti okej, France Prešeren, ki utopi vse skrbi v takih prsih ugodi, zato tudi te kemične, nekemične stvari so usmerjene po eni strani v pomirjanje, se pravi zasvojitvene substance, ki pomirjajo ali pa ki dvigujejo, se pravi nekoga iz nekega zelo malodušnega stanja. Zato se pravi to iskanje neke pomirjenosti. Zdaj druga stvar, ko pa živimo v družbi, ki je izjemno intenzivna, kjer je ogromno dražljajev in potem, ko pa pride neka dieta, nek manjko teh dražljajev, pa postanemo lahko nemirni, lahko se pojavlja tesnova in potem danes sicer se zelo v psihologiji poudarja neko čuječnost, v teološkem jeziku bi temu rekli molitev, meditacija in zdaj, če človek tega se na ta način ne uspe pomiriti, potem gre neke dejavnosti, neke substance iskati, da se pomirja, lahko pa potem ima to vsi vemo zelo škodljive posledice za posameznika in družino. Kar se tiče zasvojenosti, lahko rečemo, da redko kdo bi lahko vrgel kamen, da s tem nima nobenih težav. Ampak ene zasvojenosti so bistveno bolj stigmatizirane družbeno in zato je verjetno tudi pot iz njih oziroma življenje v takem krogu, v takem vrtiljaku bistveno težje. Kaj lahko rečemo o tem? Kdo lahko dviga nos oziroma zviška gleda na nekoga, ki se ne more upreči še enemu kozarcu, medtem ko sam ne more se upreči še eni tortici v končni fazi? Se mi zdi zelo pomembno, da ko govorimo o zasvojenosti, da imamo v luči odnose in na kakšen način te različna vedenja, ki jih imajo, zaznamujejo odnose, v katerih smo. Seveda vsak od nas potrebuje kdaj neko preusmeritev, vsak od nas potrebuje nek način, kako lahko se malo odklopi, če lahko tako rečem, oziroma najde nek ta dražljaj, ki umiri telo, ali pa en dražljaj, ki naredi telo malo bolj motivirano. Ampak vse, vsaj z vidika družinskih terapevtov, vse se nekako konča pri odnosih, se pravi, na kakšen način moje funkcioniranje, moje delovanje vpliva na odnose, v katere sem vpet. Seveda pa, ko govorimo o zasvojenosti kot duševni motnji, pa tudi tukaj fizična zasvojenost, ki spremeni našo biologijo, ne samo možganov, ampak celega telesa in ima trajne posledice potem za življenje. In to se mi zdi sta take mejnika, ko rečemo, to pa ni več eno vedenje, ki nam pomaga in je mogoče v nekaterih trenutkih celo funkcionalno, ker lahko nekako gremo potem korak naprej, ampak gre že v
spet neke motnje, kjer pa moramo nekaj narediti. Ne? In tukaj je pa glavna ta motivacija znotraj posameznika, ki se mora razviti, da res ima dovolj pogleda, na kakšen način ta vedenja škodujejo njemu samemu in odnosom, v katerih je, in samo s te motivacije je potem možno nekaj spremeniti. V bistvu iz tega vidika je zelo prav, da ste posebej poudarili alkoholizem, ne? Če smo, tako kot ste dr. Jerebic opozorili na Prešerna, v končni fazi imamo himno Zdravljico. Alkoholizem pri nas je drugačna tema, tudi zdravljenje pomeni nekaj drugega, kot danes, ko govorimo, ne vem, o terapijah oziroma zdravljenju nekemičnih odvisnosti ali nekoga, ki je zasvojen z nedovoljenimi drogami. Skratka, alkoholizem je po svoje, ta konzumacija alkohola je zelo, zelo vpeta v družbo, je del naše kulture, hkrati pa zelo, zelo velik problem. Ja, potem, drago, jaz bi rekla, mogoče še samo to, da raba pa zloraba nekih substanc sta vedno na nekem kontinuumu. Vsaka raba še ni problematična raba. Je pa na nek način vedno se treba vprašati, zakaj nekaj potrebujemo v nekem določenem trenutku. Ali tortico, ali pa recimo, ne vem, en kozarec neke substance in podobno. Je pa problem tam, kjer pa pride do zasvojenosti, kjer je pa potrebna vedno večja tudi količina za enak učinek. Tako da vprašanje je, zakaj rabimo, da nekaj učinkuje, če se malo tako spustimo v neko globino. Kar se tiče alkoholizma, se mi pa zdi tudi to, mogoče, če se navežem še malo na prejšnje vprašanje, te stigmatizacije, zakaj na nekaterimi odvisnostmi bolj vihamo nos, kako na drugimi, se mi zdi, da je tukaj tudi en pomemben kriterij škoda, ki jo lahko neko uživanje določenih substanc pusti, in pri alkoholizmu je tukaj nešteto zgodb in pri osebah, ki se predajo tej mami, in žalostnih zgodb, in pa predvsem pri svojcih in pa najbližjih, ki seveda nosijo eno veliko breme tukaj. Tako da se mi zdi, da tudi ta dejavnik škode, ki jo ob nekem uživanju nečesa ali pa početju nečesa doživlja tisti, ki je zapleten v to, ali pa njegovi svojci, zagotovo tudi daje en vidik tega bolj ali pa manj čudnega pogleda na te stvari. Pa mislim, da še. Jaz bi najprej, kar se tiče stigmatiziranosti, vsak zasvojenec se počuti stigmatiziran, oziroma ko doživlja sram. In sram je povezan z izgubo kontrole, tako da vsak človek, gre za zasvojenost ali ne, tam, ko zgublja kontrolo nad sabo, se počuti malo neustreznega, neadekvatnega in tle je povezana sram. Seveda bo en hazarder rekel, hujše je biti hazarder kot alkoholik, zato ker več finančne škode naredi kot alkoholik. Alkoholik bo rekel, ja, je bolj grozno biti alkoholik kot hazarder, ker tisto se vsej ne vidi, če nekdo hazardira. Skratka, to. Potem, kar se tiče pa alkoholizma, zdaj zasvojenost, recimo čistega sociološkega vidika gledamo, tista substanca, ki je bolj dostopna, tista bo bolj razširjena in trto se da imeti na vsakem dvorišču. In veliko, zdaj pa seveda, kot je že Barbara povedala, je različna stopnja, eno je zasvojenost, drugo je škodljiva raba, eno je zloraba, eno je pa recimo, imate kakšne kulture, kjer spijajo morda več alkohola kot mi, pa imajo manj zasvojenost, ker je to, morda ob jedi in podobne stvari. Tako da bi pa še morda glede alkohola to povedal. Zdaj, alkohol je povezan tudi z religioznimi obredi. Veste, če pri religioznih, oziroma pri mnogih religioznih obredih so kakšne substance. Potem bi lahko kdo rekel, se to pa pol ni tako zelo napačno. In je, recimo, kakšni avtori delajo vzporednice med, tako da je, včasih je lahko, kot da je to nek religiozni obred, veste, posvetitev, neka počastitev te materije, neka uvodna molitev, kot je bogoslužno, besedno bogoslužje vod, potem je posvetitev, povzdigovanje, mi kupico dvignemo, podobno, prav če gledamo z neko
liturgijo, ne? Potem zaužitev, se pravi, in se kot da gre za neko spiritualno izkušnjo, skratka se zdaj zbožan z neko iskanje neke ekstaze. S tem, da razlika je to, da ko se človek približuje Bogu, je to pol samo gre navzgor, tukaj pa pač do zaužitja gre navzdol, pa gre dol. In zato pravijo tudi kot zasvojenost neka vrsta izkrivljene duhovnosti, napačnega iskanja ekstaze, nekega vznesenega, spremenjenega stanja občutja in potem je pa razlog, zakaj nekdo išče spremenjeno stanje doživljanja. Očitno zaradi tega, ker tukaj in sedaj mu ni okej. Zato bomo vedno zasvojeni ljudi, če vabili, a lahko tukaj in sedaj vzdržijo, oziroma vzdržijo, doživljajo in se ne izklapljajo. Seveda pa to ni enostaven proces. Če kar ostanemo še mi vam malo pri besedi, v vašem prispevku ste se, dr. Jerebic, posvetili soodvisnosti v zakonskem odnosu. Ker noben človek ni otok in to v odvisnostih se nekako še bolj izkazuje in da si ljudje iščemo podporo v naših vzorcih in da v partnerstvu se nekako najdemo kot ključ in ključavnica in na kaj velja biti pozoren pri teh odnosih. Ja, jaz bom najprej prvi del, bom povedal eno kratko zgodbico. Jaz sem imel enkrat na enem kongresu eno predstavitev o soodvisnosti in potem sem se tam z enim starejšim gospodom iz tujine, nekaj so se pogovarjala, meni je bilo tudi nekaj zanimalo, da bi z njim sodeloval in je rekel, ni problema, z veseljem, samo v soodvisnosti pa mogla malo drugače reči. In sem pa tako zelo spoštljivo, sem rekel, okej. In potem, ko so se pogovarjali, je rekel, okej, zelo se bojimo, da bi patološko predstavili, če ena žena, ki sicer res narahlo tesnoben, kao soodvisen način skrbi za svojega moža, ki je alkoholik, da bi to patologizirali. V smislu, kateri človek, ki ima rad svojega družinskega člana, pa ne bo šel malo čez mejo v skrbi. In je boljše, če nekdo gre v odnose, skuša pomagati, kot da se pa izklopi. Res pa je, kako pa zdaj tej osebi, ki pa gre na sebi škodljiv način, morda tudi drugemu s tem najbolj ne pomaga, kako bomo pa tej osebi pomagali. Ker včasih je bilo rečeno, ob tej ženski bi se pa vsak moški zapil in potem se stigmatizirala po te osebe, kot da se ni čudno, da v njej pije, v bistvu pa ona se pa lahko zelo, zelo trudi, samo ne ve, kako se drugače truditi. Zato je tako pomagati, pa predvsem recimo zdaj, če to žensko izpostavimo, da rečemo res, okej, kako bi pa morda še na kakšen drug način, Zanimivo je bilo, ko sem jaz to študiral, katero gibanje v 20. stoletju je zelo pomagalo k nastanku koncepta soodvisnosti, sem gotovo na moje presenečenje to feministično gibanje. Zato, ker ko se je feminizem začel, takrat so ženske začele druga na drugo malo čudno gledati, če je katera bila preveč sodelovalna z možem, Bog ne da je podrejena ali pa odvisna. In je bilo zelo, kako bi rekel, promovirano, tu moraš biti neodvisna in potem tudi vse tiste neke drže, vrednote, kot je sočutje, sodelovanje, to ni bilo najbolj spodbojeno. Zato so nam včasih lahko kakšni koncepti, treba razmišljati, kakšne koncepte zagovarjamo oziroma kaj potem naprej s klienti, kako to klientem posredujemo. Je alkoholizem pri ženskah še vedno bolj stigmatiziran kot pri moških? Še vedno zdaj se pogovarjamo o družinskih odnosih, ker je nek kliše moški zasvojen z alkoholom in ženska, ki je v soodvisnem odnosu, ampak to ni nujno pravilo, ne? Jaz se strinjam, je tukaj čisto krivično, enako grdo je, oziroma grdo, enako težko je za družino ali oče, mama je pa res, da potem ženske bolj posegajo če smo pri alkoholu, po alkoholu, ki ne oddaja vonjav, da se težje zazna. In iz takih družin, iz takih odnosov potem zrastejo otroci. Doktorica Simonič, vi ste se posvetili odraslim otrokom iz teh zasvojenih družin in alkoholizem se na otroke prelepi na poseben način. V bistvu jih spremlja
tega se ne morejo otresti, lahko se preselijo, lahko prekinejo stike, karkoli, ampak to je nekaj, kar ostane s človekom. Kako vpliva na ljudi v odrasli dobi? Ja, mogoče tukaj najprej izpostavim, da recimo otroci, ki so odraščali ob starših alkoholikih, ni nujno, ne, da so tudi sami, da imajo res ene hude težave vedno, da so, ne vem, prisotne neke motnje ali pa neki zapleti, lahko zrastejo čisto funkcionalne ljudi. Je pa res, da so pa dostikrat, da je to odvisno dostikrat tudi od tega, kakšno je bilo mogoče drugo podporno okolje, ali so imeli kakšno drugo osebo, na katero so se lahko tudi navezali, jih je podpirala, jih je prepoznala, jih nekako spodbujala. In pa včasih tudi seveda, kaj so potem v odraslosti sami naredili, ampak to pomeni, da so morali že res čez en proces. Jaz mislim, da vedno neka škoda je, a ne, tukaj prisotna, ker recimo odraščanje ob starših alkoholikih vedno pušča neke notranje stiske, neke travme. Tu govorimo, ne, tudi definicija odraslih otrok alkoholikov pravi, da to je otrok odrasel že zdaj, a ne, ki je odraščal ob enem izmed staršev, eden izmed staršev vse, da je imel težave, ne, z alkoholizmom oziroma prekomerno rabo tudi alkohola. In se mi zdi, da otroci tukaj, če tako pogledamo, nasplošno se mi zdi, da otroci so najbolj zvesta bitja, no, na tem svetu in da so pripravljeni tudi sebe žrtvovati samo zato, da ohranijo eno lepo podobo očetu pa mami, tudi če jim vsa pamet pa vse izkušnje govorijo, da ta oče ali pa ta mama tudi zaradi tega, ker je pod nekim vplivom nekih substanc, takrat je še hujše, a ne, počne neke res grozne in težke stvari, ki so seveda zelo travmatične, a ne. Tukaj vedno tako, karkoli otrok počne, ki se prilagaja, ki vzdržuje neko podobo, ki želi verjeti, da so starši pa kljub temu v redu, a ne, vedno plača nek davek, a ne, vedno gre za neko prilagoditev. Večinoma se ta prilagoditev zgodi tako, da otrok začne prevzemati neke vloge, za katere ni dozorel, običajno. Dostikrat je to neko postaršenost ali pa tudi neka prilagoditev v smislu, da moram jaz svoje lastne potrebe dati na stran, da bodo drugi boljši, ne smem pokazati, karkoli želim čuti in kar s tem samo vznemirjam. Tako da to se lahko tako tudi pokaže potem v odraslosti, kot nekdo se razvije z tega neka osebnost, ki je lahko zelo pridna, zelo prilagodljiva, zelo nekonfliktna, ampak v ozadju tega pa ogromno neke tesnobe, nekega strahu, neke potrebe po kontroli, po uravnavanju, a ne, in pa prilagajanju, da ja ne bo kaj narobe, a ne. Mislim, da to je potem sicer lahko čisto funkcionalno zgleda, ampak čutenjsko je pa lahko v ozadju ogromno neke teže, a ne. Po drugi strani so pa lahko tudi osebe, ki pa postanejo tudi zelo take, spet prikrivajo neko tesnobo na način, da postanejo zelo odločne, zelo take, da imajo drugi občutek, da se jih morajo bati, a ne, da so tudi zelo dominantne, ampak spet ne pustijo, a ne, do resničnega sebe, ker je vedno v zadnji en tak strah, a ne. Še en kup takih dinamik je, ne, ki jih lahko prepoznamo. Seveda to ne pomeni, da bodo vsi otroci, odrasli otroci alkoholikov to tako očitno razvili, so pa verjetno nekje vedno na tem kontinuumu, med temi različnimi simptomi in kolikor ugotavljajo res tudi tako strokovnjaki. Eni kar govorijo o sindromu odraslih otrok alkoholikov, kar je res zanimivo, da razvijajo neke zelo podobne simptome, no. Ni pa seveda vedno v ozadju pri takih simptomih alkoholizem staršev. Ampak zdi se mi, da to so ne take skrite žrtve alkoholizma, mogoče ne na prvo žogo, ne se ne ve, lahko tu čisto prikrita stvar, nek družinski alkoholizem, ali pa se mogoče tukaj že neko zdravljenje celo odvilo, alkohola ni več v družini, ampak vedno ostaja tukaj tudi veliko nekega razočaranja, občutka krivice, da si bil prikrajšan za nekaj in da ne moreš nazaj, da bi karkoli naredil za to, da bi se stvari spremenile. Tako da se mi zdi, da en tak velik izziv je tudi eno odpuščanje, ki ga morajo ti odrasli otroci alkoholikov potem nekako speljati, ne. Skratka, precejšnje breme, ki ga človek prenese v naslednjo obdobje.
Doktorica Saša Poljak-Lukek, vi ste se pa posvetili v svojem prispevku okrevanju in osebni rasti po zasvojenosti. Če smem svojo izkušnjo, v gimnaziji smo imeli priložnost obiskati komuno in smo se tam kar pogovarjali s temi že skoraj ozdravljenimi člani komune, ki so okrevali po zlorabi nedovoljenih drog. In takrat sem jaz imela občutek, da so to ljudje, ki razmišljajo o stvarih, o katerih njihovi vrstniki niti slučajno ne. Da so šli čez neko pot, ki jim je dala neko širino, neko globino, da so to na nek način boljši ljudje. In potem me je nekdo zelo tako grobo postavil na realna tla, v smislu, da sem naivna, da človek je enkrat zasvojenec, je vedno zasvojenec. Kakšno je vaše stališče glede na strokovne poglede na to področje? Ja, jaz bi kar nekako se strinjala z obema, verjetno je resnica nekje vmes. Mi moramo razumeti, da ko govorimo o zasvojenosti, da gre to za telesno, neko specifično telesno delovanje, ki zelo zaznamuje naše telo. In kakorkoli, se jaz v svojem prispevku res ukvarjam z osebnostno rastjo in tudi sama trdno verjamem, da je možna ena osebnostna rast, kot ste lepo povedali, ne postati en drugačen človek zaradi te izkušnje, da ne bom rekla boljši. Je tudi zasvojenost izkušnja, s katero moraš živeti celo življenje, tako s posledicami, ki jo je neko zasvojitveno vedenje povzročilo tebi osebno, tvojemu telesu, kot tudi posledicam, ki jih je pustilo odnosom. Zasvojitveno vedenje korenito poseže v odnose in tisti, ki se ohranijo tudi po okrevanju, tudi po osebnostni rasti, so vedno zaznamovani s to izkušnjo. Naše telo si zapomni, tudi če mi iz svojega spomina zbrišemo zelo težke stvari, v našem telesu so zapisane, kar pomeni, da bojo v določenih situacijah, v določenih okoliščinah prišle na dan. Ne pomeni, da nas zaznamujejo za celo življenje, moramo se pa naučiti prepoznavati te znake, ki jih je taka izkušnja prinesla, ki je nenazadnje začrtala naše življenjsko pot, lahko nas tudi osebnostno zelo obogatila, ampak še vseeno zaznamovala. Jaz v svojem poglavju se ukvarjam z osebnostno rastjo z dveh plati, ki se mi zdijo združljive, ne gre ene brez druge. To je neka osebnostna rast, ki jo posameznik naredi znotraj svojega telesa. Tukaj se opiram na 9 domen integracije po dr. Siglu, ki govori o tem, da se pravi v neki situaciji, v kateri se znajdemo, lahko osebnostno zrastemo, če na vseh teh nivojih integracije naredimo nekaj novega. Lahko da popravimo nekaj, kar bi že moglo nekje biti, povežemo naše misli s čustvi, povežemo naše možgane s telesom, da vemo, kaj se dogaja. Se pravi, to so vse neki naravni procesi, ki jih tekom življenja, razvoja in izkušenj pridobimo. Smo pa na tak ali drugačen način tudi prikrajšani za kakšno izkušnjo in ko pridemo do take težke preizkušnje, kot je na primer okrevanje po zasvojenosti, so te popravljene izkušnje teh različnih nivojev integracije ključne za neko osebnostno rast. In druga zelo pomembna stvar ni osebnostne rasti brez rasti v odnosih, se pravi, kaj lahko jaz znotraj odnosov, kako lahko jaz znotraj odnosov se razvijam s to izkušnjo, ki jo imam v življenju, na kakšen način stopam v odnose, na kakšen način lahko moje telo se odzove drugače v odnosih, kako lahko na drugačen način zaznam potrebe sebe in drugih in jih zadovoljujem. To se mi zdi so take ključni koraki, znotraj katerega lahko osebnostno rastemo, ko smo na taki težki preizkušnji. Vsak stres, ki nam ga življenje prinese, ali pa si ga ustvarimo tudi sami, velikokrat je ena priložnost za rast. Je pa v to izkušnjo potrebno vnesti veliko ranljivosti. Se pravi, ali smo sposobni toliko ranljivosti, da lahko potem
v to ranljivost vnesemo neko novo izkušnjo. En izmed pomembnih dejavnikov v okrevanju je lahko tudi terapevtski odnos, da lahko oseba v nekem terapevtskem odnosu najde neke funkcionalne odzive na svoj sram, na svojo izpostavljenost in potem tudi na vse druge čisto telesne odzive, s katerimi se pač soočamo vsak dan in se potem poskušamo na en ustrezen način odreagirati. In potem, terapevtsko delo je res tako nagrajujoče, ko vidiš, kaj človeško telo zmore, iz kakšne stiske, neizmerne bolečine smo se sposobni dvigniti in narediti nekaj novega in v to ranljivost vnesti neko novo izkušnjo in to je vedno en tak trenutek enega res velikega blagoslova, ko se to zgodi. Glede na to, da imamo danes kar veliko obiskovalcev iz strokovne javnosti za kakšno mnenje, vprašanje, komentar, bomo veseli, tako da kar oglasite se k besedi. Sicer bi vas pa vprašala po vaših izkušnjah, tudi strokovnih, po vašem delu z ljudmi v takih in drugačnih stiskah, predvsem v zvezi z zasvojenostjo. To je problem, ki poseže na vse ravni človeka, skratka telesno, duševno, duhovno, socialno. Odkot vse ljudje potegnejo ovire, da se potegnejo dol z tega vrtiljaka? Ja, zdaj, če gremo gledati psihiatrične bolnice, oddelke za zdravljenje zasvojenosti, bomo tam verjetno videli, da je veliko ljudi, vsaj tisti prvi oziroma razlog, da so prišli tja, morda ni zgolj njihova svobodna volja, ampak je bila morda prej svobodna volja njihovih družin, rodbine. Potem so pa morda po parih dneh, morda po parih tednih pa sprejeli, no ja, morda pa res sodim v to ustanovo. Tako da zelo velikokrat se ljudje odločijo za to, ker je pritisk družine, pa je morda so takrat jezni na družino, kasneje pa rečejo, hvala Bogu, da ste vztrajali, ker sam jaz ne bi iz tega brezna vam prišel. Tako da je dostikrat velik pomen teh družin in ravno zaradi tega se mi zdi zelo nevarno, da bi zdaj te svojce tam skušali z nekimi takimi termini, kot so, ali so soodvisni, ali tako, ne. Jaz se spomnim enkrat ene mame, sem rekel, no, tale gospa pa je že malo preveč, kaj vse je že probala, ne, ker pač je res, mislim, so kakšni ljudje, ko rečeš, tle pa res gre za globoko težavo ali globoko zasvojenost, ampak je ta mama uspela in ta človek danes abstinira že nekaj let. In tiste zame je bila ena lekcija, ok, nikoli ne dvomi, oziroma nikoli ne bremzaj ta prizadevanja svojcev, ne, ki so pa lahko od do. Ne. Tako da zdaj v našem strokovnem delu, če pride nekdo, ki ima težave z zasvojenostjo z alkoholom, bomo rekli, fajn je, če on spravi to na 0,0 s pomočjo psihiatrične bolnice in hvala Bogu, v Sloveniji imamo zelo dobre programe in brezplačne za zdravljenje zasvojenosti od alkohola, 2 ali 3 mesečne, imamo ambulantna zdravljenja, imamo anonimne skupine, se pravi anonimnih alkoholikov, ne. In bomo rekli, ok, dajte se tam vključiti, potem ko pa pridemo na 0,0, ker šele takrat pa mi lahko gremo z neko pogovorno terapijo in urejati družinske ali pa zakonske odnose. Pojavi se težava, ko pride, recimo, ne vem, so nedovoljene droge, imamo tudi, se pravi, psihiatrični bolnici Ljubljana za nedovoljene droge, ampak ljudje grejo tja, ampak rečejo, a lahko pridemo tudi k vam, ne? In tam pa je, v bistvu ti spodbujaš človeka, da se redno udeležuje tega zdravljenja, ker dostikrat ne bi več hodil, ne? Včasih je morda to, pa v komuno nočejo iti, rabijo pa morda bolj intenzivno in v izjemnih primerih tudi rečeš, ok, morda se bomo bolj intenzivno srečevali. Potem je tukaj hazardiranje veliko, to je še včasih zelo nevidna stvar, ima pa katastrofalne posledice za družine in dejansko tukaj motivirati k abstinenci, potem pa ohranjanje, vzdrževanje abstinence, potem pa kaj pa se daje, ne? Nekdo se je pomiril na ta način, mi smo mu zdaj to pomirjevalo vzeli in normalno je, da bo ta človek zdaj bolj nemiren.
A ne? In potem dosti krat, kako zdaj, on se je vrnil iz bolnice domov, pa ni zdaj, mi se nimamo lepše. Pa bi rekli na nek način, se je logično, da se nimate lepše, ker ta človek je sedaj bolj nemiren, bolj tesoven in bolj siten. In sedaj kako s to novo realnostjo živeti. Ker recimo dosti krat je pri kakih ženah, ona 10 let čaka, da se bo on prekinil z alkoholom in ko bo on nehal piti, to bo vse lepo. On neha piti, ona ugotovi, da ni vse lepo. In potem celo kakšni začne razmišljati o ločitvi. Pravi, kaj je z mano narobe? Jaz sem čakala 10 let, zdaj pa bi se ločila. Pa da enostavno, gospa, to je zelo normalno. Takrat ste upali, ta joker, in bo vse rešil, da ste pa videli, da ta joker ste vložila, vaše počutje še pa ni drugačno. In tukaj potem je zelo pomembno, da oni ne ostanejo sami, da se vključijo v skupine za Al-Anon, se pravi svojce, ali da se hodijo na anonimne oziroma klub zdravljenih alkoholikov, tistih, ki so prej bili v psihiatričnem zdravljenju, in tudi, da recimo se odločijo za družinsko terapijo ali partnersko. Mogoče samo kaj mi je prišlo na misel, ko sem poslušala Drago, ko si govoril, je to, da ko pridajo ljudje do nas, do družinske terapije, nekje motivacija je res, da včasih ne v njih samih, ampak nekje je tako močna motivacija, da so se odločili za ta korak, ker prestopiti vrata katerekoli pisarne pomeni, da je tam že stiska bila toliko velika, ne vemo še kje je ta motivacija, ampak nekje je in se mi zdi, da to moramo iskati, se pravi to motivacijo in predvsem iti ven iz tega, da nočejo, ampak v paradigmu, da ne zmorejo. In da moramo mi cel sistem, ki se zdravstveni in tudi psihoterapevtski v bistvu usmerjati v tem, kako lahko posamezniku, družinskemu sistemu, odnosom pomagajo, da bojo zmogli. Kje nabirajo vere vaši pacienti oziroma klienti v takih stiskah? Vere za rešitev. Ja, mislim, prvi korak tukaj je sigurno. Ja. Mislim, da so različni viri, ampak tako je to en proces, kjer zelo različne dimenzije lahko pripomorejo. Prvi tukaj zagotovo je ta čist telesni vidik, na telesna podpora. Spravi, je treba priti do abstinence, ki je prvi nujen korak, Ni pa odsotnost zasvojenosti že zgrajena na abstinenci. Abstinenca ne pomeni, da človek ni več v tem krogu in tam se potem začnejo še pa kakšni drugi viri, ker tam se potem razkrije tisto, kar manjka v tej praznini ali pa kar bi lahko to praznino napolnilo. To so lahko seveda viri iz odnosov različnih, ali terapevtski odnosi z bližnjimi, odkrite dejavnosti, ki so bile zdaj zelo pozabljene. Ena zelo pomembna dimenzija je tudi odnos z Bogom, s presežnim, ker včasih ni ničesar, kar bi lahko to praznino napolnilo, tam pa to tudi poročajo recimo osebe, ki so šle čez ta proces, da ta odnos z nekom, ki pa te lahko brezpogojno sprejme, ko še samega sebe ne moreš sprejeti v tem, kar si počel, da to je tak zelo zdravilno občutek in učinek. Tako da jaz mislim, da verov je kar veliko, je pa to res eno garanje, ki je več kot abstinenca, to bi rada rekla. Ta knjiga je namenjena tako strokovni javnosti kot splošnemu bralstvu, lahko marsikaj koristnega od tega najdemo, tako kot smo slišali. Tudi to so viri za sestopanje iz vrtiljakov zasvojenosti. Pa za konec morda, marsikdo, ki se sooča s takimi stiskami, ali je to raba ali zloraba ali škodljiva raba, česarkoli, ima občutek, da bo to sam rešil. Slišali smo, ko poiščejo strokovno pomoč oziroma ko potrkajo na vrata neke pisarne inštitucije, mora biti res že hudo. Koliko je možnosti, da človek take stvari, oziroma na kateri ravni je še možno, da nekaj sam reši, kdaj pa je tista točka, ko to iskanje olajša ali resnično omogoči še neka strokovna pomoč, tudi v luči vsega tega, kar se zdaj pogovarjamo, kdo lahko in kdo ne more pomagati.
Jaz mislim, da je v redu, če sami poskušamo, ne? Ker je fajn, če zna žena sama žalnico menja, da vedno ne prosimo žal. Ne? Oziroma tako, včasih nam lahko gre na živce, če nas nekdo za vsako stvar kliče. Ne? Tako da je spet, da ne patologiziramo to, če hoče nekdo sam rešiti. Ne? Ker zdaj, če nekdo nekaj sam ne zna, potem že delno prizna, da na nekem področju ni ustrezen, adekvaten in mu to ne zbuja najboljše občutke. Želimo biti nekaj, kako se potrjevati nekaj stvari. Je pa zelo fajn in fair, če pa nekomu ena stvar ne gre, da pa prenese toliko, oziroma zmore toliko neke skromnosti, ali pa če hočete iskrenosti, ponižnosti, da reče, na tem področju sem pa malo nemočen in se bom malo odprl in še koga pocukal za rokav in prosil za pomoč. Tako da, meni je zelo všeč misel tega ameriškega igralca Denzela Washingtona. On je 2 filma naredil na temo tudi zasvojenosti. Je rekel, toliko močnega se počutim, da upam prositi za pomoč. Ne? In to, da nekdo prosi za pomoč, to je silna notranja moč. Ne? Jaz bi se kar strinjala s tem, se mi zdi, da človek pride do tega, da ugotovi, da ne zmore vse sam, je tista ranljivost, o kateri sem že prej govorila in je nujno potrebna zato, da lahko se stopimo z enih avtomatiziranih odzivih, ki jih sproducira naše telo, nismo mi krivi za njih, tudi niso krivi naši starši. Odgovornost je marsikje za to, kako mi doživljamo in kako se odzivamo, ampak najti ustrezen vir, ki je v odnosu, jaz trdno verjamem, da tam ta vir ostaja, če ga znamo na primeren način najdeti in če premoremo dovolj ranljivosti takrat, ko to pomoč potrebujemo. Ja, ta ranljivost je res kar ena pomembna dimenzija, ki je tudi težko dostikrat priznati, pa biti v stiku z njo, ampak se mi zdi, da noben ti ne more pomagati, če si ne želiš sam pomagati in na ta odprtost, ena res taka iskrenost v tem občutku, da bi že rad, ampak da mogoče ne zmoreš, se mi zdi, da je ena taka prva točka, da lahko potem se tudi odprejo kakšne možnosti za naprej. Mogoče sklenemo na tej točki, da bi se vedno zavedali moči ranljivosti in upanja, da je pomoč in da je z vrtiljaka praznine mogoče izstopiti, polnost in smisel svojega bivanja pa znova ali pa sploh prvič poiskati. Hvala za ta pogovor in vabljeni, da knjigo Vrtiljak praznine danes dobite po nekoliko ugodnejši ceni. Muhorska vabila v prihodnjih dneh vabijo na teren, v Celje, v Maribor, Žalec, Krško. Spet tu, v tem prostoru, pa se dobimo 13. novembra, ko bomo nekako doživeli vrhunec našega dogajanja v letu predstavitev redne letne zbirke za leto 2024. Dragi gostje, naj knjiga opravi svoj smisel, naj bo marsikomu vir in navdih. Vam pa hvala lepa za ta pogovor. Hvala.